N1 podcast je tole. Lep pozdrav gledalkam in gledalcem, poslušalcem in poslušalkam. Lep pozdrav Anja Zag-Golob, pesnica. Jaz pa rečem zdrav. Kar rečem, živijo. Pesnica, kolumnistka, publicistka in glavna urednica pri Vige Vage knjige. Najprej začniva pri začetku in pri najpomembnejšem. Bi prebrala kakšno pesem? Ja, hvala. Veš kaj, mogoče bi, poznaš ono, kratka je bila noč. V bistvu naslov je kratka je bila noč, dan jo je malo podaljšal. To bi bil nekak tak uvod, ampak nisem mislila tete, brat. To je od Milana Jesiga, seveda. Zdi se mi, da se tako malo počutim, ker prinašam pozdrave iz Lenta, ker pač se stvari začnejo dogajati, ne, takrat, ko se noč skrajša. Ne, hotela sem, v bistvu, mislila sem ti na koncu dati, ampak bom ti dala na začetku, ko si me glih to vprašal. Prinesla sem ti eno pesniško zbirko, za Darigo. Izvoli. Hvala. Sicer je nova pesniška zbirka od Toneta Škrjanca, išla si lahko prejša, ampak jaz sem, od tam bom bi prebral pa eno pesem, ko se mi zdiva ful. Hvala lepa. Ja, z veseljem, hvala tebi. Ko vem, da bereš pesniške zbirke, kar je kompliment. In sicer na zavihku, oziroma na zadnji platnici te knjige je ena ful dobra pesem in to je vem, da je še daleč, ampak pojdimo počasi, rad bi videl drevesa med potjo. In to se mi zdi, naslov je knjige zbirke od Toneta Škrjanca, to je njegova 11. pesniška zbirka, samostojna, je naslov Nekaj o nas kot živalih. Išla je pri Šerpi, pa se mi je zdel to tak dober začetek pogovora. Hvala lepa, tudi za to. Hvala tebi. N1 podcast s Suzano Lovec. Še nujen disclaimer za vse gledalke in gledalce, poslušalce in Midve smo prijateljici. Midve smo prijateljici. Anja je tukaj na zahtevo, kot se temu reče, javnosti. Res mi je kar nekaj ljudi po lanskem pogovoru. Več kot leto je že, odkar si bila zadnjič tukaj. Bila si tukaj s Samo Brdutskim. Po volitvah govorila sta o stanju duha, k temu še prideva v državi. Tudi Samo bo prišel, sem včeraj z njim govorila, bila na zvezi. Lepo ga pozdravljam. Bom, hvala. Enkrat poleti upam, da se srečamo tudi z njim. Skratka, kar nekaj ljudi mi je reklo, kdaj te bom spet povabila v podcast in evo, si v podcastu. Ja, ampak to zdaj skušaš povedati, da to ni po neki taki prijateljski liniji. Ja, ne? Okay, no. Kar je res. Kje je to ta kamera? Ni po prijateljski liniji. Ampak za disclaimer pa, kar sva rekle, povej. Torej, rekla sem že prej, začniva pri najpomembnejšem, pri poeziji. Povej, zakaj je poezija tako pomembna, Anja? Tudi vprašanje me v bistvu zmerom spraje v neko tako malo tesnobno vzdušje, zato ker ga je sploh treba postaviti. A veš, vedno mi to pol nek na koncu, zadnje 2 minuti rečejo, pa dajmo še nekaj v poeziji hitro, ne? Kot da je to nekaj takega, kar je tak, da bi bo malo zazravn, ko pa že nima, zdaj pa res nima kaj druga na svetu za delati, zdaj pa dajmo še malo poezijo. No, pač, tako je malo, a veš, že to, da je na prvem mestu v tem pogovoru jemljen kot dobro znamenje za pogovor in hvala. Ampak, ne vem, to v bistvu, ta diskrepanca ali pa ta tesnoba v bistvu zelo dobro kaže stanje stvari v svetu. Zato, ker če moraš vprašati, a veš, pa ne mislim se tega kot kritiko, ampak če moraš svet spraševati se, a veš, zakaj je poezija dobra ali pa zakaj bi mogla poezija obstajati, pol je neki ful hudo s svetom narobe. A veš, enkrat smo imeli pri matematiki v srednji šoli en problem za rešiti na tabli. In je profesor je dajal pluse, kao, če si ti, ko so rešili problem, so dobili pluse, to je pol vplivalo, recimo, da si dobil višjo ceno. No, to je bil še kar tak zagaman problem. Jaz nisem imel pojma, priznam. In zelo veliko mojih sošolcev in sošolk je se ukvarjalo s tem, pač sem bila na naravoslovni razred, veliko sem imela sošolcev in sošolk, ki so bili izjemno talentirani za matematiko. In na koncu, ko je profesor vprašal, a imate kdo kako rešitev, je ena sošolka pač povedala neko rešitev in večina se je strinjala, da je to prava rešitev. In je vprašal pol prav, kdo misli, da je ta rešitev prava. In je dvignal roke 95% razreda.
In pol je rekel, a misli kdo, da je še kakšna druga rešitev? In je Pija Zemljič dvignila roko, ki je moja sošolka. A, sošolka je bila? Ja, v srednji šoli smo bili med sošolke. Edina. In je rekel, a se strinja kdo z Zemljič? In se noben ni strinjal. Enih par nas ni dvignil, ampak ker pač nismo jedli, noben se ni strinjal. In pa se je ful široko nasmejal in je vzel tisto knjižico svojo in je rekel, Zemljič, plus. Hočem reči, včasih je, a veš, včasih Pedri, ko mahajo zastava, imajo bolj prav, kot ona večina, ko ni za to. In pri poeziji je podobno. Pač to, da jo ne bere vsak, pa bi jo mogel, še nič ne pomeni. Mogel bi jo brati vsak. Ko imam tudi delavnice, recimo za učitelje ali pa učiteljice, ali pa tudi, ko imam kakšne pogovore, recimo na to temo, večkrat rečem, da ko rečejo, ja, pa to je težko, pa jaz ne zastopim, pa meni je to tako tuje, mi je v življenju, jaz imam moje življenje čisto drugačno, jaz imam otrok je boln, kredit imam za plačati, plačo so mi znižali, mož je službo zgubil, ne vem, tole imam sosede, ko so ful glasni, težijo mi, ne vem, moram se ukvarjati z milijoni stvari, mama moja, ne vem, je v bolnici, ne vem, take stvari, ko so življenjske, ko so primarne, ko se greš pač takoj vse spustiš, pa se greš z njimi ukvarjati. Ni fora, da mora poezija s tem tekmovati, v bistvu je pomembno, da je kljub vsemu temu, to neki, kar je del tvojega življenja kot neka najbolj osnovna stvar. In pa sem primerjal enkrat, sem rekel, zobe si umijete 2-krat na dan, ker si jih mrte. To traja vsakeč 3 minute, se pravi, imate 6 minut cajta na dan, ko se temu posvečate. Če si nalepite na ogledalo v kopalnici pesem, ta je zraven, ko si boste zobe umivali, ali pa ko boste v kopalnici kaj delali, pa to prebrati, to traja 1 minuto. Pri sebi sem dolgo mislila, da je to devalvacija poezije, da s tem devalviram, ker bi mogla imeti tak prostor, veš, tišine poln in hrupa prost, zato da bi lahko se polusedel in se vtihoti in posvetijo. Ampak ni tak svet več. In se mi zdi, da je nekaj tak, da poezija vse to lahko prenese. In hrup in to na 1000 koncev biti raztreščen in vse. Da ima vse v sebi. In da lahko vse, da se lahko z vsem spopade, je pa nujna, zato ker je to najboljši način vzgajanja, razumevanja metafore. Če ti ne razumeš metafore, ti nisi sposoben diskurzivne prakse, ti ne moreš argumenta tvoriti, brez da bi razumel ali pa razumela metaforo. Če pa ne moreš tvoriti argumenta, pa ne moreš stopiti v debato. Če pa ne moreš stopiti v debato, pa tvoje mnenje ni zastopano, oziroma tvoj pogled ni zastopan. Ne bom sploh šel vse to, ko vseeno sodeluje v raznih debatah, kao, ne, in kriči eno čez drugega, kaj bo bolj glasno. Jaz ne govorim o tem, jaz govorim o debatah, ko so proaktivne, ko imajo smisel, ko so bogate z materialom, pa ko imajo predvsem argument. In poezija to vzgaja, ker je to upisano vanjo. Druga stvar, ko je ful pomembna pri poeziji, je pa ta, da je odrešena pritiska kapitala. In da je to neko mesto svobode, kjer ni treba imeti take srajce ali pa one srajce, ali pa kjer ni treba imeti toliko denarja na računu, ali pa kjer nisi opredmeten, oziroma opredmeten dobesedno z nekimi takimi zunanjimi kvalifikatorji, ki današnjo družbo definirajo, se pravi kapital. Ker si v bistvu ti tak, ko si, lahko ti stopaš kot go in boss v dialog z neko pesmijo ali pa z neko pesniško zbirko, da bi od tega odnesel lastno ontologijo, potrdil lastno ontologijo, se staknil s tem, ko si človek. Na pogovoru pri Tjaši Koprivec Vuga, ki sem ga včeraj poslušala, ko sem se pripravljala, si rekla, da je poezija na izvoru jezika. Ne? Mislim, da si zelo dobro povedala. Tudi sicer bi izjemno pohvalila ta pogovor pri Tjaši Koprivec Vuga. Super je bilo, hvala. Ja, odlična. Odlična je, ja, in bi jo priporočila gledalkam in gledalcem. Tudi ona izjemno lepo ubesedi vprašanja. Ne? Ona je tudi pesnica. Tako. Ona mislim, da razume zelo dobro, tudi ko je delala, mislim, da se je zelo pripravljala na ta pogovor, spomnim se ga. Mislim, da je odlično povzela neke stvari in postavila neka vprašanja, ko so bila dejansko ontološka, še posebej v tem času, ne, ki je bil še s korono, pač s to epidemijo zaznamovan do te mere.
In tudi o kultiviranju budnosti si govorila v tem pogovoru, oziroma sta govorili, da v bistvu je poezija nekaj, kar kultivira to budnost, da smo v bistvu, če se grobo izrazim, tako. Ja, v bistvu te vedno znova vrača skozi neko pesem, ko to traja res malo časa, veš ti povprečno, ali to so, jaz sem prej recimo prebral, to Nemčija vzel 10 sekund, je pa taka pesem, ko lahko cel pogovor ta zaznamuje, ko lahko cel dan zaznamuje. Jaz res ne razumem, veš, ko včasih stojim tu v konicah kakih, pa v avtu, pa čakam, pač, da bom, ne, in so ljudje tak živčni, tak nervozni, tak eni se notri probajo uturiti, pa brez žmigovcev, pa res na osku, pa res pa trobijo, pa delavajo, pa kričijo, sem včasih taka, po moje, sem nervozna, ampak, a veš, zakaj bi tak začel dan? Zakaj bi sam sebi to delal? Zakaj bi sebe, pa svoje možgane, pa to, če so vsega so možgani sposobni, kaj vse ti lahko kot človek, če so vsega si ti kot človek sposoben, da ful hitro tečeš, da si ljubeč do svojega otroka, da si sposoben neke kompleksne enačbe reševati, da lahko, ne vem, zvezde gledaš, da lahko čutiš, kak je narava večja od tebe, vse te stvari, zakaj bi si to jemal? Zakaj bi se reduciral zgolj na to, koliko imaš, koliko so te najbolj ogolele, v kar te tira kapitalizem, potrebe, ko jih moraš zadovoljevati zato, da bi lahko pol več proizvajal, da bi jih lahko še več zadovoljeval. Zakaj bi sam sebi dovolil, da se reduciraš zgolj na tist najbolj osnovn krožina tega, rabim neki, moram zaslužiti, da si lahko kupim, pol pa rabim še neki, pa si moram zaslužiti, da si lahko kupim. Če te, to zdaj karikiram, ampak. A veš, ko pa vendar imaš možnost v knjižnico, če nimaš doma, tako rekoč zastojn, pa si vzeti, kar hočeš, pa prinesti en kup domov, pa pogledati, pa vsak dan eno prebrati, pa začeti dan na tak način, ali pa končati dan na tak način, ali pa vmes. A veš, ni to vprašanje meditacije, tisto je nekaj drugega. To je vprašanje neke popolne pozornosti do jezika, do tega, kaj je bil jezik. Prej smo ga začeli uporabljati za tiste najbolj osnovne stvari, ko jih moramo zdaj povedati, kaj boš imel v trgovini, ali pa kaj boš, ne. Ampak za one stvari, ko je bil večplasten, ko je bil sposoben, in je še sposoben povedati več, kot samo to, kar izreče z besedo. Veš, in poezija to ontološko vsebuje. To je njena temeljna kompetenca, ena od mnogih, ki jih ima. Hkrati je pa to taka gospa, ko ima zelo grand vitesno, ko ima zelo taka, veš, veselje do življenja in je taka malo zafrkljiva, malo težka, malo naporna, ker to ni lahka stvar. Brez se je delati, da če pa ti to, ne vem, boš pa objavil, ne vem, na TikToku bo pa lažje. Ne, poezija bo še zmerom težka in prav je, da je težka, zato ko hoče od tebe neki, da bi ti pol neki dala. Nobena stvar, brez nič ni nič, rečemo mi, jaz ne vem, to v Ljubljani, to, ampak na Koroškem je to pregovor, ko se konstantno uporablja. Brez nič ni nič. Yeah. In res je to. Če ti v šoli, pač, ko si bil v osnovni šoli, ko je obvezno osnovno šolanje, če tam ne vložiš, pač se ne naučiš brati. Brat se učiti ali pa pisati se učiti je zelo zahtevno, ker moraš ti roko biti sposoben upogniti na tak način, da lahko pisane črke pišeš. Roka to ni navajena. Roka tega ni navajena. In na neki točki jo moraš to kultivirati. In ta gib, da ti primeš pa kultiviraš, ta gib je na isti način kultiviranja možganov za branje poezije. Pa to je nekaj, kar ti, a veš, kar ne eksponentno, ampak kar, ne vem, v neskončnost daje. Ti tudi praviš, da je poezija izrinjena v bistvu iz družbe. In eden od projektov, ki ga zdaj furaš, je vračanje poezije živih pesnikov in pesnic v šole. Povej malo več, zakaj gre. Že so mislili, da so dijaki in dijakinje, otroci, mladostniki, mladostniki stari tam med 14 in 18, recimo povprečno, da če ti pesmi pišeš, da to avtomatsko pomeni, da si mrtva ali pa mrtva. Zato kako se kanon neha, ali tam tako, da so večina ljudi je žal pokojnih, ko spadajo v kanon, žal. Ampak nekako je veljal, da je to tak neka taka dejavnost, ko je tak zelo nepotrebna, ali pa ko ne vrača. Zdaj, edini kvalifikator v tej družbi je, kaj takoj vrne profit. Več profita, ko vrne, boljše je. In pa Hamlet ne vrne profita. Je pa nujen. In pri poeziji je isto, ali poezija ne vrne profita.
Pa poezija če bi tu zdaj sedela poezija, bi po moje rekla, dajte, no. Mislim, veš, pač, kakega vprašanje, mislim, smešni ste. Ja. Ker pač res ni, to je tak nepomembna stvar za nekaj takega, kot je poezija. No in kot sem, da imajo ta predsodek, da bi mi mogli biti vsi mrtvi, pa nismo. Ta živa poezija, ti ljudje, ko zdaj pišemo, različne generacije, mi smo še kak živi in delamo ful različnih stvari. Slovenska je pa sploh ful bogata in raznolika, ne? In zelo taka, ko lahko govori vsakega in vsako. In se mi zdi, pa po drugi strani sem imel ta argument, kao ljudje ne berejo več, posebej pa mladi ne berejo več. Posebej mi zdi, te pa dajmo to skup. Zdaj pa, kako naj mi zdaj poezijo pripeljamo njim, pa kako naj naredimo za dosti dobro reklamo za poezijo, kako naj jo dosti dobro predstavimo, da bo njih začela zanimati. In nisem našla druge možnosti, boljšega recepta za to, ko pa takrat mi pridemo tja. Pesniki in pesnice. Ja. Ker mi pač delamo to. Mi to verjamemo, mi to živimo, nam je to pač life. Kako to zgleda? Zdaj pa delamo en projekt, ko so ga jaz sem dala pobudo, pa je Pionirski dom pristopil k tej pobudi, pa so prijavili tudi projekt na za evropsko sofinanciranje in povabili so zraven še mednarodno druge organizacije iz Evrope, tako da je zdaj skup 5 partnerjev, en iz Finske, en iz Poljske, iz Madžarske, iz Srbije, pa Pionirski dom iz Slovenije, ko je nosilec projekta. In zdaj se 2 leti pripravlja na to, dela se, na koncu bi radi imeli tako, eno knjižico, kjer bi bil tak know-how, kako to narediti, kako spraviti enega pesnika ali pa pesnico v šolsko uro. Kaj lahko od tega pričakujejo dijaki in dijakinje, kako se naj na to pripravijo učitelji oziroma šola in kako se naj na to pripravijo pesnice ali pa pesniki. Zato, ko ni point v tem, da ti priješ tja, pa pol tam ne veš, kaj bi. Ampak je pomembno, da izkoristiš tih 45 minut za dialog. Skratka, v 5 državah bodo pesnice in pesniki brali. Zdaj delamo 2 leti ta projekt, tako da od drugega jemljemo. Vsi poskušamo to isto. Najprej smo imeli delavnice za pesnike in pesnice, pa smo imeli delavnice za učiteljice in učitelje, pa smo to združili, da so se oni med sabo spoznali. Smo imeli delavnice za oboje. Zdaj bojo naslednje pripravljalne delavnice za to, kako gremo v šole. In vmes so srečanja med posameznimi ekipami iz posameznih držav, kjer preverjamo, kaj pri komu deluje in kaj ne, od teh principov, ko jih uvajamo. In pač eno drugega se učimo, zato da bi na koncu pač prišli proti nekemu načinu, nekemu know-how, neki vednosti tega, kako to narediti dejansko. In pol bomo šli v šole, pol bo en dan, leta 24, jaz navijam zelo, da bi bil Kosovelo rojstni dan, upam, da to bo, ali pa je nek tak dan, ko najprej nas sodeluje 10 pesnic in pesnikov, pa jaz, kot 11. Mi bomo šli v šole, mi bomo prvi, to bo tak 1.0, pa bomo pa videli, pa se bomo iz tega probali še kaj naučiti, da bi to pol delovalo kasneje, če bo delovalo v praksi kot primer dobre prakse, ko jo lahko si uporabijo. Ampak ti že imaš izkušnjo. Ja, kaj se ti je recimo zgodilo v Mariboru? Jaz sem pa bila povabljena na več srednjih šol, ampak to je prav konkretno primer iz ene srednje šole v Mariboru, kjer sem bila povabljena na to, da pridem na 1 uro pri eni profesorci, ki na tej šoli uči in je del tega projekta, se pravi, je bila na tej delavnici za učitelje in učiteljice. In je pripravila ustrezno pač že dijake in dijakinje 4. letnika, zato da bi 4. C, ki jih pozdravljam ful, da jaz pridem. Se pravi, da nekdo pride, ki je pač pesnica, pesnik, in so se oni pripravili na to. Oni so imeli prej priprave, oni so brali, niso vseh mojih pesmi, ampak en izbor mojih pesmi, na kar so se vdali v skupine po 4 in so naredili tablo vivant iz pesmi. To, kar je njim pesem pomenilo, to so oni uprizorili, ne. In to je noro, da ti lahko, pa pogovarjali smo se, mi bi mogli imeti 2 šolski uri, pa po moje smo imeli 3, ker pač smo pozabili, koliko je ura, ni važno. Mislim, da je bil to moj najboljši odziv, pa obisk v šoli do zdaj, ker so najprej, pa sem pol tudi super je naredil, ker je vprašal njih tam, ko smo še skupaj sedeli na koncu, kako se je vam to zdelo, da ste zdaj imeli možnost, ne vem, pač direktne konverzacije, pogovora s pesnico, da ste skupaj brali pesmi, da ste lahko vprašali, kar ste hoteli, da smo se pogovarjali, da smo govorili tudi o teoriji, poeziji in tak. In en fant se spomnim, rekel,
jaz sem bil ful skeptičen na začetku, tako ni mi bo, to mi je ful tuje, tako ful mi ni, ampak sem zdaj tu sedel in sem vas poslušal in razumem, kaj ste hoteli povedati. Ne, joj, navdušen sem, ni bilo to sploh point, tudi če je bil super, ampak ni bil to, nismo se o tem pogovarjali, ampak a veš, ta občutek, da ti, če pokažeš, to isto, veš, ko eni ljudje, družina reče, pedri smrdijo, pa ugotovijo, da je njihova vnukinja lezbika, pa rečejo, ok, pedri smrdijo, sam naša, pa ne. A veš, to je pač tak, poezije ne maram, recimo. Razen, če zdaj, ne, če srečam nekoga, ko me bo navdušil, te pa bomo mi, ko to itak delamo v življenju, probali navdušiti te dijake, pa dijakinje, oni imajo pa doma familije. A veš, in to je nekaj, kar bi pomagalo lahko potencialno, da bi ljudje spet, če so zgubili to med potjo svojo pesniško zbirko, a ne, da bi jim jo nek dodal ali pa da bi jo oni šli iskati v knjižnico, zato da bi imeli v svojem življenju eno poličko s pesniškimi zbirkami, ko so cool, ko to ne grize. In da bi se vračali na izvor jezika. Pa tudi ne košta toliko, veš, da se ne bi dal, tak, ne, niso spet ne tako drage, ali pa iz knjižnice se vseeno, če nočeš dati, ampak ja, fajn je, da jih imaš doma, da lahko to počneš redno. Ja. Tvoje pesmi so prevedene v, mislim, da češčino, španščino, bolgarščino. Ja, pa če par jezikov. Ja. Tako angleščino, hrvaščino. Nekaj so v zbirkah, nekaj pa tek, da so enih par je zbirki šel v prevodu, nekaj pa tek, da so recimo v antologijah ali pa da recimo neka revija v tujini se odloči, da bo nek blok objavil, pa ti prevede recimo 3 do 5 pesmi, na primer. Ampak v nemščino pa cele zbirke, ne? Ja, enih par je pa zbirke. Ja. Kako pa, ko ti nastopaš v tujini, lahko primerjaš ta odziv publike v tujini pa v Sloveniji? A je kaj drugače? Je odvisno od lokalnega kolorita, pa tega, kako vlogo in pomen ima poezija v neki družbi, oziroma ga je zadržala. V Nemčiji recimo je zelo, je to veliko bolj, kako ne rečem, veliko bolj dobrodošlo se počutim tam. Veliko manj enklavizirano se počutim tam. In tudi vprašanja, ko jih dobivam od publike, so elaborirana. In mislim, se vidi zadnji kilometrina prebranih pesmi. Ne pravim, da v Sloveniji ni tega, je. Samo veliko teže prijem do tega. Veliko redkeje se to zgodi. V Nemčiji se zgodi praviloma, ali pa v Avstriji. Tu pri nas pa bolj izjemoma. Sem takrat izjemno vesela, ko pride do tega, veš da, ne, žal je tako, da je tih večerov vedno manj in je pesniških zbirk in vedno manj, ko se izdajo in je založb, ko bi delali zbirke za poezijo, vedno manj in je prevodne poezije tako rekoč ni več, kar je grozno, ker pač ne dobivamo nekih vplivov od zun. Čisto singularno, če se kdor se pač sam potrudi, ampak družba kot taka ful nima več tega do te mere, ko bi rabila, da bi bo zdrav. Smo že mimo onega, ko je bo še zdrav. Zdaj je akutno to, res. Kaj imajo skupnega Ekaterina Velika, čaj, vlaki pa Kislovski? Namreč poleg pesniške zbirke... Kako si to dobro postavila, to vprašanje? Ja. Si se pripravila, si razmišljala. Različno se vidi. Namreč poleg pesniške zbirke pišeš zdaj tudi zbirko esejev o vseh teh stvarih, ki sem jih recimo naštela, pa še o kateri. Porodila se je ta ideja med korono, ni pa to zbirka o koroni, niso to eseji o koroni. Res ne rabimo še ene take, ne. Je pa to, čeprav razumem, zbirka, oziroma to so eseji o pomembnih rečeh v življenju. A sem prav rekla? Ja, prav si. Naslov bo, te zbirke upam, da mi je uspel do konca napisati, ne smeš nikoli prehitro reči, ampak imam pa naslov bo poskus vsakdanjosti. In to je, bi rada, da bi bila to zbirka esejev, ko sami po sebi ne bo zdaj sveta spremenili in tudi ni namen pač. Sovražim, veš to, vedno bolj začenjam sovražiti, prav občutek imam res tega, da postajam nervozna od tega, ker bi vsi radi, da bi vse pomenilo. Ne morajo več biti stvari obrobne, ne morajo več biti, vse mora biti histerično, vzeto, kot ker vidim one ljudi, ko kričijo z onimi tipkovnicami, z onimi caps locki, ko mi pišejo, kdo si, pa kak si ti, zakaj si pa ti lahko na televiziji, pa zakaj imaš pa ti lahko kolumne, jaz pa ne.
kot da ne obstaja mesto urednika, nekoga, ki bolj šve, tega ni več, da bi nekdo bolj švedil. In tudi esej noče biti nekaj, kar bolj šve, hoče biti nekaj, kar je obrobno. Jaz sem hotel narediti to kot nekaj res ful nežnega. Hotel sem imeti tja v teti prostor, tetih esejev, kot nekdo, ki je gol. Nekdo, ki je... Se razgali. Ne nujno v tem, a veš, v smislu neke žute štampe, tega, ne v tem smislu, ampak ne, hotel sem vzpostaviti zase in mogoče upam tudi za koga drugega, nek prostor, kjer odpade ta histerija, to kričanje, kjer se bolj šepeta, ko pa kriči. Zdaj se mi, da rabim tako mesto, kjer bi se, a veš, kjer bi, oprosti. Ne, povej. Torej, šepetala boš o Ekaterini Veliki, čaju, vlakih in kislovskah. Če lahko ti kdo besedno zdaj to povzameš, a veš, ne vem, če je možno zdaj tek 1 na 1 prevesti. Ne, bolj hočem, oprosti, slabo opisujem, jaz sem kriva, ker slabo opisujem. Hotel sem si, a veš, bil je tak čas in samo iz tega, zato sploh epidemijo navajam, sem zaradi tega, ker bi rada v bistvu opisal, v kakem času se je porodila ta ideja, so začeli nastajati esej. Nima pa drugačno nobene veze, s tem in tudi nočem, da bi imel, ker res ne rabimo, res majke, mi ne rabimo še ene knjige o epidemiji, no, ali pa še ene pesniške zbirke, ali pa še ene knjige, zdaj resno, mislim, halo, no, mičkeno bolj elaborirane bi pa stvari vendarle morale biti, no, ne tek na prvo žogo. Ampak bil je nek čas, veš, ko so se stvari fizično zmanjševale. Spomnim se, takrat sva se pogovarjali in sva obe ugotovile, se spomnim v tem času, da smo izjemno skrčili število ljudi, s katerimi komuniciramo in z njimi komuniciramo bolj. A veš, da sem si prav tako naredil, moram na dan, takrat, ko bo najhujš, moram na dan enega človeka vsaj poklicati in se pol ure z njim omeniti. In pa dobro, 25 minut ali pa 3/4 ure vseeno, ampak moram se resno meniti z nekim človekom, ne samo mimo tega, kako je vreme, kako si, ne vem, a veš, kako je grozno, ampak o knjigah, o filmih, o njihovih otrocih, ne vem, a veš, da moram biti sposobna involvirati svoje možgane in vse, kar sem v to ohranjene stika z ljudmi, ki so mi ljubi, s katerimi se lahko pogovarjam, s katerimi imam možnost neke debate. In sem gojila to pri sebi, ker se mi je zdelo, da moram to svojo humanost obraniti, no. A veš, in se mi je zdelo to kot napad na to. Pač vse te policijske ure, vse ti grobi pritiski, neke vojaške logike, ki je edina možna logika za te, ki so takrat vladali, očitno bila, da bojo, kako se soočiti s tem. Pač to je bil ta modus operandi, a ne. To je vojna, a ne, kao, in zdaj je treba na tak način. Ampak to je imel zelo hudo kolateralno škodo povzročil pri ljudeh, ta princip. Tudi če so neke stvari delovale, verjetno so, ne vem, ampak tudi če so, še vseeno kolateralna škoda pri ljudeh bila zelo velika, ker se ta tesnoba, ta eksponentno razrasla. Tesnoba je bila itak že zaradi epidemije, ljudje so dobesedno res umirali, čakali smo, ali bo prišlo to zdravilo, ali bo to še, ni bilo še cepiva, še ni bilo na vidiku, ne. Jaz se spomnim, moja mama je to takrat izjemno dobro ubesedila v tistem prvem valu, ko me je poklicala pa je rekla, Suzana, ne slišim več ptičev, ptiči ne pojejo več. Ja, in točno ta logika je bila na delu. One stvari, ko so nam bile včasih mogoče v onem prejšnjem svetu, samoumevne, veš, ko je rekla Alenka Zupančič, takrat zelo hiter, takrat po tistem, ni več tega sveta. In jaz nisem razumela, kaj govori. Jaz obožujem, mislim, da je ona en od onih nacionalnih zakladov, ko jih bi bo treba posebej, ne, res, zaščititi. Ja, pa mu dati karkoli nuca, pač za to, da ona dela, pač da je tu. In ko je rekel to je bo zelo, zelo hiter. Ja, bom tako, ne razumem, ne vem, kaj ti govoriš. Tak ne štekam, oziroma kaj vi govorite, ne razumem vas, tak ni mi potegnal, veš. A pa pol, ko je vedno bolj, ali ko so ti valovi prihajali, ko se je stiskal vedno bolj, ko se je manjšal vedno bolj, ko je bilo vedno več tega terorja na vseh nivojih, ko si ga občutil kot dobesedno, veš, kot da nekaj pritiska na tvojo kožo, ne, ko so se take stvari začele dogajati, ko si opazil neke stvari, ko so ti bile mogoče prej samoumevne, zdaj niso več, ali pa so zdaj, tako da jih vidiš, da jih ni. No, iz tih zevov, iz teh nekih cezur sem hotel narediti v bistvu eseje. In so prišli ven Kislovski, take stvari, čaj,
Vlaki. Take najbolj, PKV. tiste res najbolj ontološke stvari za mene so, da se jih jaz pišem, a ne, pač valjda eseji so vedno obarvani z neko patino tistega človeka, ko jih piše. Ne moreš uiti, da bi se skril ali pa skrila za neko to neosebnost. To v bistvu ni mogoče. In to nima smisla, pa pač tega ne delaš. Ampak, ne vem, hotela sem, vprašati samo sebe, pravzaprav, kjere stvari so one stvari, veš, ko mi zdaj tako manjkajo. Ko jih ne morem, tudi če so tam, tudi če si jaz dam zdaj cel opus Ekaterine Velike, ne bom ga na isto poslušal, kot sem ga prej, zato ker ne bom šel, ker je kontekst ful pomemben. In je bil kontekst popolnoma drugačen. In v tem kontekstu nisem se mogel. A veš, ko imaš občutek včasih, ko bereš pesniško zbirko, da bo ena pesem, ko te bo potegnila, ko bo imela nek huk, a veš, kako se reče to, trnek, ko se boš ti na njega uprijel ali pa uprijela in te bo potegnila, ali pa pri albumih je tak, ne vem, imaš album, ko je konceptualen, recimo pri Tinder Sticksik imam jaz vedno ta občutek, da vedno, ko dobim album, vedno gledam, kjera bo tista pesem, ko bom najprej. In poleg skozi njih priješ čez vse, ampak prvo ena je taka, ko mora biti vstop. In tega nisem več zaznal, nisem mogel ujeti tega več. Pa vedela sem, kje so za mene v albumih Ekaterine Velike ti trnki nastavljeni, vedela sem. Ampak nisem vas sposobna primiti, zaradi konteksta, zaradi okoliščin. Zaradi tišine v bistvu. Pa ni bila tišina, veš. Bili so v enem stanovanju, ko so nama ga posodili eni prijatelji, ko je bilo zelo malo. Nisem imela takrat svojega stanovanja, nisem imela kje biti. In sem prosil ene prijatelji, ko niso bili v Sloveniji, če mi posodijo. In moja takratna punca, zdajšnja žena, je pol prišla z mano tja živeti. Čau, Zala. Ja, Zala. Je prišla tja zraven živeti in tam so bili eni sosedi, ki so bili grozno glasni. Bolj ko je stiskal, bolj so bili oni glasni. In na koncu enkrat se mi je zmešal od tega. Mislila sem, da sem bo utrgal. Nisem več mogla poslušati njihovih fajtov skozi stene, veš. Te bližine. Nisem hotel biti vključena v to, ko sem že sama imela fuljenih stvari za popedenati samo pri sebi. Nisem hotel več tega. In pa sem enkrat se ful zadrla, tako, da nočem več tega poslušati. Tako da res ne morem več, da je too much. Da sem sita tega, da moram skozi stene poslušati, ki se oni fajta, ali pa ne vem, ki ga pijejo, ali pa pač karkoli so počeli. Pač slišala sem stavke, ko so jih govorili, grozno je, da ne spomnim se tišine od takrat. Pa še bežala sem, kršili so zapoved, pa so šli čez mejo Ljubljanske občine na barje hoditi, ker sem, tam sem. In tam so bili edini taki, veš, edini taki žepki, polni tišine ali pa nekih živali, ko so tam živele, dokaj nepremoterno. In ko si njih videl, si imel vse občutek, vse jaz sem imel tak občutek, da vse one žuželke svobodno letajo, ko bi lahko tudi jaz, veš, ne. Yeah. Zanima me, kakšen je tvoj komentar po letošnji Paradi ponosa, ki dogajanje ob tej paradi je po nekaj letih močno dvignilo prah in govorimo o tem in prav je, da govorimo o tem in treba je o tem še kaj reči. Pa me zanima na tej točki tvoj komentar tega dogajanja po paradi. Nekateri namreč ne razumejo, zakaj je parada leta 2023 še potrebna. Pa ti povej, zakaj je potrebna. Ja, glih za to. Glih za to je potrebna. Ne, zato, ko je to vprašanje, je to vprašanje postavljeno. Zakaj je potrebna? Ne, se meni je jasno. A res? Ti sam zdaj pa ne vem. A si prepričan? Nakar poveš. A dej, kako si to? Se meni je jasno, veš. Aha, super. Pač dokler je postavljeno to vprašanje v družbi, pa dokler je postavljeno kot nekaj, kar je povzeto oziroma relevantno, gre skozi medije, recimo, zakaj je parada potrebna, dokler je potrebna. Takrat, ko se ne bo več treba sprašovati o tem, je potrebno ali ne, pa bo to pač neki, oni pa tam hodijo, ne, kako fajn, zanimivo, ne, cool, ne, takrat pač bomo vedeli, da ampak to ne bo nikoli, tako pravice za svobodno odločanje, pravice o svobodnem odločanju otroka je celo v ustavi opisana, ne pomeni, da je enkrat zavedno izborjena, ampak je vedno znova se nekdo spomne, da bi šel moliti pred porodnišnico, pač je treba vedno znova pride nov rod politikov, konzervativnih, ki želijo to preizprašovati, vedno znova. In se nič hudega, pač preizprašujte, ampak upisano je v ustavo, in ta fight je treba vedno znova boriti. Vedno znova se treba izboriti za to pravico. In tukaj je podobno, veš, pričakoval sem, da me boš to vprašala, zato ker vem, da je sveže, pa ker vem, da svojo cis nenormativnostjo vedno znova, ko se pojavim v medijih, dobim
nekako evociram to vrstna vprašanja, samo da ponovadi niso postavljena tako spoštljivo, kot je bo zdaj tudi tvoja, ampak se ponovadi tako me naslavljajo v srednjem spolu, recimo, ali pa to, tisto, a ne, ali pa ne vem. To se dogaja recimo po tvojih kolumnah. Ja, po vsaki, tako rekoč, ja. Imela si zdaj recimo kolumne na Valu 202 jajca, predtem si imela kolumne na Studio City in se dogaja v bistvu, da se ljudje... Ja, vedno se v bistvu zgodi en tak backlash, pač neka klofuta, ko pride od zadaj, ko sploh ni povezana z vsebino. Do te mere iritiram, očitno kak sem, da sploh ne pridemo do vsebine, oziroma nočemo pride do vsebine. Jaz bi lahko napisal kolumno čisto diht, tako da ne bi bo kaj v bistvu, da bi pač stvari stale. Ne pravim, da ne, ampak lahko bi. Tudi če bi, ne bi nič pomagal, dokler je bila to jaz. A že je ful hecno, ko mi tu sedimo, ali ti ustrezaš kao po neki tej standardizirani logiki, ali nekomu, ki je cis ženska, ali ko ima še vse atribute, in ni problema, in ta odkluka. Jaz pa sem isto ženska in se identificiram kot ženska, absolutno, ne? Ampak me ne. In je vedno znova se zaletavam v to, pa zabavno je, ker smo mi prijateljci, in je fajn, ker v najnem prijateljstvu večkrat naletimo na to, da pač se o tem preizprašujemo, glih zaradi tega, ker tako različno zgledamo, ampak ti zgledaš zavestno tak in jaz gledam zavestno tak in oboje dvoje bi moralo biti normalno, to pogledno priznano, pa ni, in zato rabimo parado, če hočeš tak direktno odgovor, super zato ker ni. Pol je pa še, sem razmišljala, pričakovala sem, da me boš vprašal in da ko to snemamo, so se v bistvu dogajali te protesti v Ameriki, v Stonewallu. To so leta 1969, včeraj, iz noči na predvčerajšnjem pa na včeraj se je zgodil ta upor policiji, agresivni policiji, ki je še enkrat več prišel tja, izvajati pač racijo. In to je v bistvu nek glavni mejnik, ko ga LGBTQI plus gibanje praznuje oziroma spoštljivo se mu k njemu vsako leto vrne v obliki parade, da se pokloni spominu vsem, ko so bili pred nami in so se uprli in uprle nasilju policije. Zato, ker niso smeli biti to, kar so, in so se morali zatekati v take enklave, enih parih kafičev, kjer so lahko si dovolili to. So, da so bili že pred njimi ljudje, absolutno, vse poznamo, hvala Bogu, in za njimi. Ampak Stonewall pomeni neko tako preokretnico za nas in bi moral za vse. Rosa Parks se ni borila sam za temno polte, ona se je borila za človečnost. Zato, da mi kot ljudje z našimi partikularnimi lastnostmi, neuniformiranimi, lahko obstajamo kot ljudje. Znotraj neke skupnosti, ko ima smisel kot skupnost samo, če dovoli in upošteva manjšine in če se zaveda, da pač je močna samo toliko, ker so manjšine močne. Zdaj, ta konkretni napad, oziroma ti konkretni izkazi neke agresije, verbalne ali pa dejansko fizične, ko so se zgodili zdaj po tej aktualni paradi, pa mislim, da so znak, o katerem je treba govoriti podrobneje. Ne moramo jih odpraviti s tem, da nas boli, ali pa s tem, da bi tega tako morali biti navajeni, ali pa s tem, recimo, da joj obsojamo. Zelo v tem kontekstu se mi zdi, da je res premalo to, kar je naredil državni vrh. Fajn, da so se ogradili premier, predsednica državnega zbora. Fajn, da se je vrh pač ogradil od tega, ampak kaj pa zdaj? Mislim, da je treba več zahtevati. Jaz osebno sem pričakoval enotno izjavo, ki bo enoznačno in brez kakršnega koli blefa obsodila vsakršne poskuse nasilja ali pa dejansko nasilje v kakršnikoli obliki do vseh udeleženk in udeležencev parade, prej ali pa pol tudi. Ker se mi zdi, da bi tak znak bil minimalni znak, ko bi ga bilo treba poslati v družbo in reči ne. Enoznačno, brez kakršnega koli slepomišljenja, da se tu ne slepomišimo, kot je rekel,
ne, tega ne. Tu je meja, tega ne. Za vsako ceno. To nočem obsojati teh ljudi, da v zadnji kupčkajo za, ne vem, kdo bo zdaj jih podprl in kdo jih ne bo podprl. Nočem reči, da je tak. Upam, da ni tak. Ker so to stvari, ko so v družbi absolutno nedopustne, za kogarkoli bi šlo. In relativiziranje je v tem oziru v vsakem, mislim, je degutantno, je nesprejemljivo, ker je nedostojno. In vse, kar je manj od tega, tudi če so posamične, pa to, kaj bomo zdaj naredili, mene zanima, kje so programi, kje so načrti za to, kako bomo v družbo vnesli več razumevanja, zakaj parada mora biti. Kako bomo vnesli več občutka za to, da so raznolikosti v družbi to, kar je osnova humanizma. Kako se bomo o tem pogovarjali, kakšne programe pripravlja aktualna vlada, za to, da bi to počeli. Kaj bo predsednica to pogledno naredila? Kje smo? To, da ti rečeš, jaz obsojam, je fajn, ni pa dovolj, nikakor ni dovolj. Smo dekletu, ko smo na Bavarskem dvoru spulili zastavo in ga užgali, kakor spača, ne, ni dovolj. Meni ni dovolj. Pa nisem ba. To so stvari, ko je res treba se pri njih več kot samo pomuditi. Ampak je dejansko treba odpreti to gnilo rano, to gnojno rano in reči, ok, kaj je to noter? Kako bomo to spucali? Ker se opravičujem, nisem hotel, mislim, se lahko govorim v bolj spravljujem tonu, tudi če je treba, ampak razjezi me, ko je tako, res me razjezi, no, ko so tako osnovne stvari, to Marija 2023 je, no, več kot 50 let je od taj, ko so oni ljudje tam to počeli, ko so se oni brez česarkoli, tam imaš fotko, ena fotka obstaja. Kako se te ljudje tam goloroki, v kratkih majčkah tam postajajo, ker je pač konec junija, ne, proti tem oboroženim policistom. Kako tvegajo to? Pa to naredijo iz tega, ker pač enostavno ne gre drugače, a bomo priterali družbo do tega. Pač, a veš, jaz ne vem, mene to tako obmoknem pred tem, ker ne vem, kako naj to kričanje, a veš, tipičen argument, protiargument, ki se je pojavil, naj doma to delajo za svojimi 4 stenami. Pa kdo si ti? Pa kdo si ti kot nekdo, ki misli, da pripada večini? Jedi čez mejo, pa boš isto gastarbajter, ko pač vsi ostali, pa boš tam manjšina, pa ni treba velik. Kdo si ti, da boš meni rekel, da moram jaz svojo ženo ljubiti sam za svojimi 4 stenami, zato ker sem jaz ženska in ona ženska. Kdo si ti? S kako pravico? Mi sploh prideš s tem argumentom? Nočeš me gledati? Kaj to v tebi pove? Kaj pa gledaš? Ljubezen gledaš? Pač jaz sem, to, da sem jaz poročena in da to javno povem, mene ful stane. Jaz bi lahko to doma živela, samo ne bom, zato ker za mano prihajajo ljudje stari 17 let, ko jih je strah. Kako lahko dovolimo, da je v tej družbi kogarkoli strah? Zato, ker je zaradi svoje spolne orientacije. Zakaj je transe strah? Zakaj je mlade ljudi, ko so cis nenormativni? Zakaj jih je strah? Zakaj je interseksualni? Zakaj je te ljudi strah? Zato, ker je družba taka, ker nismo eklatantno, enoznačno rekli ne. Tega ne. In mene je to, res me, oprosti, bom se takoj pomirila in bom ono civilizirano sedela in bom civilizirano odgovorila na vprašanje, ampak to me pa res majke mi kak majsterija, veš, ker je res tako, o čem govorimo, potiskate nas nazaj v srednji vek, a lahko nehate, šli smo že davno naprej od tega. Mi ne jemo sam paštete, no, a veš, če ti paše, super, ampak ne obstaja sam pašteta, porka dušno. Mislim, come on, pa nismo več tam. Jaz osebno res mislim, da družba, ko ne razume osnovne solidarnosti,
A veš, družba, ko dovoli, da mi nekdo pred nosom vzame parkir plas, pa se mi smeji, ko sem tako tele, da sem se ustajal, da se mi ni zabil v avto, taka družba nima prihodnosti. Pa ne moramo se, kam se bomo pa razvili, kaj bomo nazaj na drevo splezali, pa ne vem, se drli dol, ali kaj. Mislim, kako ne rečem, v medmetih, ne v jeziku, v fantastičnem jeziku, v katerem so nastale take briljantne stvaritve, kot je recimo, ne vem, zdravljica, če hočeš. A veš, kako lahko svojim otrokam pogledaš v oči, pa to rečeš? Kako lahko rečeš, da boš postal tak svet, ko boš šel? Kaj imaš od tega, da se dereš s caps-lockiem in grta za nekim postom, da kaj mene to briga? Kaj se mene to tiče? Jaz tu živim. In še ena stvar je, ki se očita ali pa sprašuje, kak ponos, za kakšen ponos gre? Za kakšen ponos gre pri paradi ponosa? A veš, zakaj sem ponosna? Jaz osebno. Jaz sem ponosna zato, ko sem na eni točki lahko rekla, jaz sem lezbika. Jaz leta in leta, se oprosti, ker bom odgovoril svojim primerom, vem, da je to, nočem nabirati nekih točk tu zdaj, ampak najlažje ti povem z lastnim primerom zato, ker ga najbolj dobro poznam in paše v kontekst. Jaz si nisem upala tega reči. Jaz sem iz malega kraja. Jaz prihajam iz okolja, kjer je boljš biti tih. A veš, kjer moč vlada. Tisti, ko bolj glasno kriči, tisti, ko ima bolj mišice, tisti zmaga. In si nisi upala reči, da si lezbika? Ne, nisem. Do kdaj? Bila sem po moja stara že 27-28, ko sem prvič, pa nisem rekla. Nisem si upala javno izreči. Nisem upala sama pred sabo reči, da bi doma stala, pa bi to rekla, nisem si upala. A veš, koliko je to ponotranjeno v tebi, a veš, koliko je ta strah, ta bolečina, ta norost tega, kar dela večina, to posiljevanje tega, veš, s tistim, kar je najmanjši skupni imenovalec, kako je to inkorporirano vate, da ti sam pred sabo nisi sposobni izreči nekih stvari in da te je sram. Da te je sram, da ti je hudo, da te boli zaradi tega, da misliš, da je nekaj s tabo narobe. Jaz sem mislila, da je nekaj z mano narobe. Jaz sem mislila, da nisem prav. A razumeš, da ne morem tak biti. Da se mora nekaj spremeniti, nekaj narediti. Mislim, zdaj, ko nisem nikoli javno o tem govorila. V bistvu res nisi? Ne, nisem, ker pač se mi zdi, da je to neka stvar, ko bi zdaj se me, pa verjela sem, da je to neka stvar, ki je v bistvu privatna, ampak jebi ga ni. Potem, ko mi tam kričijo in ko tam na neki plakat daje, da sta samo dva spola in tam zraven ponosno stojijo in ko kradejo zastave in jih zažigajo, ni več osebna stvar. Pa ni božji koli, jaz sem v svoji poeziji, jaz sem izbrala tak način boja in verjamem, da se vsak dan borim, da ko vstanem, da se borim, da je to da osebno je politično, pa še več od tega. Absolutno. Ampak res govorila, pa res nikoli ni bo niti take prilike, da bi me nekdo tako vprašal. Ampak veš, to, da družba dan po dan, kapljico po kapljico, veš, to je tisto mučenje, ko ti kapljice kaplajo in pa na koncu se ti zmeša. Da družba to dela, da te postavi v situacijo, ker ti mal po mal začneš verjeti, da to ni okej. To je tako, zaradi tega sem ponosna. Na vse, ko to počnejo, na vse, ko stojijo v prvih vrstah, na vse, ko so sami doma, ko ne grejo ven, na vse vmes, na vse. Jaz sem ponosna in ni me več sram. Zaradi tega, ker nas tiščijo v sram, v to, da bi se mogli počutiti krive, da bi se mogli skrivati, da bi mogli to živeti skrivaj. Zakaj? Kaj imam jaz za skrivati? Kaj sem pa komu naredil? Zakaj bi pa mogel? Komu bi se pa jaz mogel opravičiti? Kaj sem pa naredil narobe? To, kar delam absolutno z ljubeznijo. Probam pomagati ljudem, probam biti tam za njih. Jaz sem vedela za sebe, veš, da ne bom tako preživela in da če moram začeti javno delovati. Ker drugače ne vem, kako bo to. In ko sem vedela, da moram to uporabiti, jaz ko sem doba Jenko, jaz sem vedela, da moram govoriti o tem. Jenkovo nagrado. Da moram začeti govoriti o tem, da moram javno govoriti o tem, da moram sebe postaviti tja. In sem probala to narediti največ, kar sem lahko. In da imaš tudi odnos do drugih, ne? Ja, pač zdi se mi, da ne morem se jaz mislim, ni to zdaj moj fajt, to je naš fajt. Jaz tudi pri poeziji, jaz sem hotel izdati pri najbolj
največji založbi za to, da bi noter v svojih pesmih one stvari, ko niso straight, na tak način, da bi prišli do ljudi, ko ne pričakujejo, da bojo tam. In da na točki, ko bojo prišli, da bojo tak, wow, a res. To je bil pač moj način boja. Ne pravim, da je edini pravil, ni, ampak pač moj je bil tak, meni je bil ta najbolj blizu. Hvala ti, da si povedala v bistvu to, kar si povedala zdaj. Rade vole. Tudi za vse te, na katere so kričali pedri, na katere so kričali pičke materne in tako naprej. Veš kaj, rada bi sam rekel, da niso sami, no? Da vemo vsi in da jih podpiramo absolutno in da stojimo za njimi vsi. In da nam meni osebno, ne morem govoriti za vse, ampak meni osebno je ful žal, da je do tega prišel. Žal mi je, da je še vedno to taka družba, kjer je, ne vem, to, da je nekdo spremeni spol, še vedno problem in kjer, ne vem, recimo se ne vem, ljudje še vedno spravljajo na učiteljico, ki želi sam izvajati prakso, zato ker je spremenila spol. To so stvari, ko... To je bil konkreten primer v bistvu pred... v Štajerskem. Pač to so stvari, do kjer mislila sem, da smo že dlje od tega. No, pa sem ponosna na nas misleč, da smo že dlje od tega, ne bi mogla biti, očitno ne bi se mogla bolj motiti. Ampak res, če smem pač jaz izreči solidarnost vsem tem ljudem, bi sam rada rekel, da absolutno, da pač. Super. Lani, ko ste bili tukaj, torej pred dobrim letom, s Samom Bardutskim, je bilo ravno čas po volitvah državnozborskih. Zlati časi. Vlada se je konstituirala. Takrat smo se tukaj pogovarjali mi tri o tem, kakšna je diagnoza stanja torej po teh volitvah. Po teh volitvah, kje smo kot družba in država, kam bi bilo treba iti, kaj popraviti, zakaj se mora oblast samo omejiti, glede človekovih pravic in demokracije smo govorili. Pa o bogastvu splošnih knjižnic v Sloveniji. Tudi. To sta se oba strinjala, ja, tako je. No, in rekla si lani, ne, da previdno, ne, ker takrat so se omenjalo plesanje, da ljudje plešejo, Golobova stranka je to govorila. Ja, kako je zdaj to kontekstualno? Kontekst je vse, ne? Sej, se zato je prav mogoče, da sva se dobile, pa ne, da se bo tudi z Bardutskim še dobila, da malo preverimo, kje torej smo. Torej, kje smo torej, Anja Golob, zdaj kot družba? Anja za Golob, prosim. Anja za Golob, oprosti. Kje smo torej kot družba, katere težave ti zaznavaš, na kaj bi ti opozorila torej leto dni kasneje, oziroma več kot leto dni kasneje? A veš, takrat si govorila tudi o... To je težko vprašanje, veš, ko je ful kompleksno. Ja. Ja, oprosti, takrat sem govorila takrat sta oba poudarjala, Samom in ti in Samo, to odgovornost, da nekdo zmaga na volitvah ni dovolj, da to je minimalno in da v bistvu od tukaj dalje je treba graditi. Ja, se spomnim, in da se ne sme nobena oblast zadovoljiti s tem, zdaj smo pa zmagali, delali bomo isto kot prejšnji in da je to sam ta akt zmage tisto, kar ne bi bil cilj. Takrat smo se tudi pogovarjali o teh 8 letih. Ali? Ja, tudi, ja. Se mi zdi kar simptomatsko. In govorila sta oba o tem, da v bistvu mora bodoča vlada prevzeti odgovornost, ne, da stvari spremeni, ne samo da je zamenjala oblast, ampak da stvari spremeni na boljše. In govorila sta o samoomejevanju, da mora vsaka vlada, ki dobi pooblastila pa pol mandata. Tako, ja. da more paziti na to, da se samoomeji pri medijih in tudi sicer. Ja, to smo ful poudarjali, samo omejevanje smo ful poudarjali. Ali si tukaj recimo zadovoljna s sedanjo oblastjo? Včeraj recimo je prišlo sporočilo Pravne mreže za varstvo demokracije, kjer so ugotovili, da je uredba o varovanju predsednika vlade, če zelo posplošim, da se pač niso dovolj samoomejili. Ja. Oni pravi, da gre za samovoljno širitev pooblastil izvršilne oblasti, ki nima jasne zakonske osnove in je posebej nevarna zato, ker gre za vprašanje dela policije. In tukaj pravijo, da menijo, da bi morala izvršilna oblast v razmerju do policije posebej paziti, da ne širi svojih pristojnosti in tako naprej. Skratka, če potegnem črto pod to moje dolgo vprašanje, a si zadovoljna torej? Najprej bi rekla, Bog živi Pravno mrežo za varstvo demokracije. Res, ja. In vsaka čast res. In hvala lepa vsem, ko tam delajo. Nujno so potrebni in potrebne. Ne, nisem, seveda. Mislim, nisem. A veš, meni se zdi, mogoče to izhaja iz tega, da pišem kolumne.
In pri kolumnah vem, da imam zelo malo časa, ker so kratke kolumne za nalašč. In pol probam iskati take drobce, ko jih pol probam povezovati v neke simptomatske celote. In skušam o teh simptomatskih celotah govoriti. To je nekak način, na kjer ga pišem znotraj te forme, ko jo imam na Valu 202. Ki sem mimo grede izjemno hvaležna, da so mi dali ta prostor, pa da omogočajo, da lahko tedensko pišem, da lahko hranjam kondicijo. To ni bilo samoumevno, nikakor ne. In res obema urednikoma sem izjemno hvaležna, da imam to možnost. To bi rada res poudarila, ker res ni samoumevno. In tam, mogoče zaradi tega, tudi prostor gledam na tak način. Ostali sta mi v mislih dva taka mala detajla, ko bi mogoče z njima odgovoril na to vprašanje. En je bil en detajl, ko je Jezus, kako se piše partnerka od premijeja? Gaber, hvala. Ko je nista poročena, gospodična je verjetno, gospodična Gaber naredila intervju s premijejem v prostorih vlade. Gospodična ni novinarka. Ona nima neke take vloge, ki bi jo zaradi poklica oziroma po tej logiki prošnje za intervju pripeljala tja in ki bi omogočala, da lahko tak intervju izvede. Gospodična tudi nima nekih kompetenc, ki bi recimo, ker je to premier, dajo ponovadi najboljšega od najboljših, da to dela. Ponovadi vse praviloma, no, je tako tudi v tujini, da z vrhom oblasti se pogovarja najbolj kompetenten sogovornik ali sogovornica iz novinarskih vrst ali iz medijskih vrst. Ona to ni. Pa vendar se je to zgodilo. Mimo vrste. Pa tudi mimo nekega vprašanja tega, pač kdo to lahko počne. Tudi mimo nekega reda radi. Na kar pač se to zgodi in je to objavljeno in tako. Na kar v neki oddaji, zelo gledani oddaji na nacionalki, dve ministrici te vlade, aktualne vlade, ki opravljata dolžnost ministric, na vprašanje voditeljice potem, kaj menita o tem, skušata braniti to pozicijo. In to z najbolj nekredibilnimi možnimi argumenti. Pa to ni važno, a je bolj važno to, kaj je povedal. Mislim, a veš ta moment, kjer ti lastno kompetenco, lastno kredibilnost zastaviš za nekaj, kar je flop od nekoga drugega, se meni poraja vprašanje, zakaj to počneš. To sta ministrici, ki uživata neko spoštovanje znotraj, ne, in obe sta elokventni in obe sta popolnoma sposobni proizvesti argument. Videli smo to večkrat. Pa vendar. To je taka, veš, to je meni nedopovedljiva drža. Da se skuša vlada dejansko izmazati iz nečesa, kar je tako eklatantno narobe, na način, da bi spraševalko potunkala v neke predsodke ali pa v neke, da bi skušala, kako se reče to, vse gliharstvo, no, saj ni važno, kaj pa to sprašujete. To so res, kaj rečem, slabe taktike, ki pa delujejo kot simptom in kažejo, kje smo. Zato se mi zdi to dober odgovor na, mogoče dovolj dobro na to vprašanje. Druga taka, recimo, je bila, ko je še Marta Kos bila considered, kako se reče, ko so jo še jemali za nekoga, kot kandidatko. Potencialno, ja. In ko je na njo padla ta dolžnost, zato ker je sedajšnji premier, takrat pa kandidat, verjetno zbolel in se ni mogel udeležiti tega slavja ob razglasitvi rezultatov volitev aprila takrat, je ona bila ta, ki je imela ta govor.
Govoriš o govoru v štabu Gibanja Svobode ob zmagi na državnozborskih volitvah, ki je Marta Kos prevzela v bistvu. Ker je pač ona ta govor, ona je imela ta govor, zato ker pač njega ni bilo, ker je bil bolan, pa je bil v karanteni. In je ona ta govor imela tam pred zbranimi ljudmi, ki so prišli tja v ta štab. In ona je recitirala en odlomek ene pesmi v tem svojem govoru. Očitno je, da je pripravljena, je bilo očitno, da je pripravljena, da pač, ker je en govor, mislim, da, ne vem, če ne celo Kosovelove pesmi, mislim, da je recitirala. In doma, tako rekoč, zdaj ne držim me za besedo, ampak tako rekoč sredi te recitacije se je pod odrom pojavil ljubljanski župan, da naj pride k njemu, da on bo pa zdaj nje čestitu. Zdaj v tem momentu. Medtem, ko ona ima govor, se pravi, na odru imamo žensko, ki kotira zelo visoko v hierarhiji te stranke, ki je zdaj zmagala, oziroma takrat je, ne, prevzame celo mesto nekoga, ki bo govoril, ki bo imel ta govor ob razglasitvi, ki je ful pomemben, ne, in najde se nek moški, starejši od nje, tak isto na poziciji moči, ki pride in si vzame spotlight. Mislim, a ne pove to vsega o pozicijah, ki jih imamo in o tem, zakaj je boj za enakopravnost še vedno pomemben. Marta Kos tam ni pa kar nekdo. Pa tudi, če bi bila. Halo. In pol je še ena stvar, ko bi ob tem rada rekla, mogoče kot tretji primer, ne, je pa Kostanj pred Dramo. Dramo bojo zdaj prenavljali v Ljubljani. In ko jo bojo prenavljali, bojo pa je podrli ta Kostanj. A veš, začela sem delati kot kritičarka več cajta nazaj kot I care to remember. Ampak ko vedno sem hodila tja z neko tako strastjo, ki je bila zmešana z nekim strahom, ker se mi je zdela to taka inštitucija, ko jo je, ne vem, če sem jaz dost kompetentna, da o tem pač pišem in sem s časoma šele izgubila ta občutek. Ampak glih takrat, ko se je to dogajalo, enkrat so ta kip od Ojdipa postavljali pod ta Kostanj. In se spomnim, pač, da je bilo to takrat novica in tak. In pol je ta Kostanj živo z nami, vseh teh 20 plus let, ko smo hodili tja na predstave, pa zjutraj domov kdaj, pa ne vem, ko smo se tam pogovarjali o predstavah, kot nek elementarni del te hiše, tega prostora tam. In sem si prav napisala, zdaj pred kratkim je bil en članek objavljen mislim, da v reviji Outsider, pa se res opravičujem, ker ne najdem tu avtorja, imam nekaj napisano, ampak res opravičujem se, no, pač točno o tem. A lahko vi spot napišete, pol prosim, ker jaz ne moram zdaj pogledati, kakšne avtorje imeva bi rada, da je navedeno. No. Pač ki piše o tem problemu, ker je super članek, ki piše o tem Kostanju tam pred Dramo in o tem, kaj ga bojo potencialno posekali in kaj se bo zgodilo. In on super navede, reče, ampak ta Kostanj naredil ta prostor. To je drevo, ki ima katerega mesto je elementarno pomembno za tisti dogajalni prostor tam. In ja, napiše tudi, če bi ga hoteli zdaj seliti, bi to stalo več kot 100,000 evrov. Zdaj, ti meni povej, lovec, če imaš ti na razpolago možnost, da drevo posekaš za ne vem, koliko to stane, pač pride ti eni močni ljudje, ki so sposobni pač to opraviti, to delo in opravijo to delo. Izrujejo korenine in tam nastane luknja in se to lahko uredi. Vse vidimo, da se ureja, smo priča pač v mestu že temu. Ampak, če imaš možnost to, ali pa dati 100 jurjev za to, da se to drevo nekam preseli in naprej raste, kaj narediš? To se mi zdi podobna dilema kot takrat, ko sta reševali unga ptiča, veš? Ja. Ampak, a veš, točno to. Ampak ste ga reševali, ne? Ja, smo. Ja, je bilo jasno, da bo umrl, ne? Velika verjetnost je bila, ne? Ne. Hočem reči, to ni vprašanje izključno tega drevesa pred Dramo. On super upiše, zakaj. To je vprašanje, pa majke mi, da ne da mi mera.
Evo, ime mu je Dimitrij Mlekoš Vrhovnik in naslov je O starem kostanju pred dramo in res je v reviji Outsider, evo, res se opravičujem, ker ne vem na pamet. Ni vprašanje samo tega drevesa. To je prav, pa ko imam napisano, rekel sem si prav, ko sem zadnjič nekaj pisal, sem si prav, Kostanj je iz javnega prostora pred dramo naredil kraj, vozlišče, mesto s pomenom, zgodovino, sedimentiranimi zgodbami. Super, to poje. In ne gre samo za njega, ampak gre za način, kako se mi štelamo v družbi. Kaj hočemo biti mi kot družba? A hočemo vsaj preudariti, da pri vseh tih milijonih, ko bo šli za prenov drame in upravičeno, ne bi dali 100 € za to, da en Kostanj rešimo. Vso testo fauno in floro, ko je tam. A poznaš ti od Bakaline velike, oni komad, Droben ptič? Ne. Jaz to vrtim, kadar sem slabe vole. No. To je en posnetek, oni z enim full velikim ansamblom skupaj posnamejo tudi komad. In to je meni tako, bi mi dal v žilu nekaj, tako da, veš, da se bo vse v redu, se bo okej, pa če bo treba fajtati, ampak bo okej, tudi komad, res ti video, res priporočam, nasploh vse od njih je... Zakaj jaz ne vem za ta komad? Droben ptič. To je res. Tam je en vers noter. Cel komad je briljanten, ampak tudi vers mi je ostal ful, da on v bistvu govori ptiču, ko je živel v tem drevesu, tepki, ko jo je veter med zimo podrl. In on se pogovarja s tem ptičom, vem, da pač, in mu reče, ti si poznal, isto ko jaz si poznal ta njen kos neba. In veš, zakaj zdaj tam manjka to drevo. In vem, da prav tako je, ti si poznal tudi njen kos neba in vem, da rad si imel tale drev. In, a veš, ti lahko rečeš, ne ti, ampak človek lahko reče, to je samo ena pesem. In človek lahko reče, to je samo eno drevo. In ja, moj problem s to državo zdaj je v tem, da je to modus operandi. Da ni tega, česar smo se nadali takrat, tudi ko smo samo tam sedeli pri tebi, pa tudi pred volitvami, da ni tega. Mi smo se nadali, da bo vendarle vsaj nekdo dvignil roko, nekdo na položaju, ki so jih pol pač dobili, si razdelili kakorkoli, in rekel, oprostite, mi moramo zdaj razmisliti o tem enem drevesu. Mi moramo zdaj razmisliti o tej mikroklimi, ko se od spod ustvarja. Mi moramo zdaj razmisliti o milijonih teh zgodb, teh ljudi, ko so tam čakali na avtobus, ko so se zaljubljali tam od spod, ko so se poljubljali tam od spod, ko so se razhajali tam od spod, ko so bruhali te agre, ko so prišli žura ob 2 zjutraj. Vseh, ko so tole si pripovedovali zgodbe o premierah, ko so čakali na karte. Mi moramo razmisliti o tej zgodovini, ko jo nosi to drevo. In moramo probati, zato ker smo ljudje, ohraniti to zgodovino tega drevesa. Najdemo tih 100 € da prestajimo to drevo, nekam, kjer bo lahko naprej rasto, tako je do zdaj rasto, zato ko je za nas to važno, za drevo tudi, ampak tudi za nas, zato kar smo mi, ko smo ljudje, ko smo najbolj ljudje, iz istega razloga, ko beremo poezijo, zato ker je v nas neki humanizma vendarle ostalo. A veš, zadnjič je imela predsednica države na predvečer državnega praznika govor in teti govor je bil na nekaterih mestih precej vzhičen. Ampak jaz nisem mogla, ko sem gledala tisto prvo vrsto tam, da si ne bi mislila, ja, on pa denarje štejejo. Če citiram, denar se šteje. A veš, ta fantastičen citat od Breclava, denar se šteje. Ja, nisem mogla zares pasti na to, ker sem videla spredi ono prvo vrsto, ker sem samo videla, kako se oni pogovarjajo o tem, kaj bo jutri. A veš, kako bo jutri to, pa ono, kaj še treba zrihtati in to. In ni onega momenta humanizma, ko je bil podložen v tudi govor, ki je bil mingrede razne redkih izjem sjajen in en najboljših govor v zadnjih ne vem koliko letih, kar sem jih jaz poslušal, pa poslušam te državne proslave domala religiozno. Janez Janša ga je ostro kritiziral. Seveda. Toliko večji komplimenta, ne? Čestitam predsednici države za to ostro kritiko. Tam noter je bil, na tosto je bilo namazano s humanizmom to. Videl si, da se je nekdo res potrudil, da je ustajal na prava mesta, pravo količino poziva k humanizmu. Metaforično in tudi dobesedno. Pa vendar. In to mene
to je tisto, kar je temeljni problem te družbe, kar razdvaja do te mere, da mi sami generiramo nasilje. Ampak, veš, deklarativno so pa vsi za to, da bi se, da bodimo združeni, ne se razdvajati. Ne? Tudi na tej alternativni proslavi, za katero so potem rekli, da ni bila alternativna proslava, ampak je ena od proslav, ne? Torej na Vrhniki. A lahko to pol še komentiram, prosim. Ja, izvoli, te bom vprašala. Hočem reči, tudi tam je nekdanji predsednik Pahor rekel, da škoduje ločenost, razdvajanje in tako naprej. Škoduje? Ja, kar lahko pocitiram, če bi. Ne, hvala. Ampak ja, bila je ta poanta, da ne se deliti, tudi ob samosvojitvi se ne delita, ne, ker se že ob drugih stvarih. Vse tisti ljudje, ko tepejo svoje žene, tudi zraven reče, jaz te ljubim, pa jo žge. A veš, o čem govorim? A veš, vse pijanci, nažgan, ko prije domov, femicid naredijo, on tudi to iz ljubezni naredijo, a veš. A veš, gledi, ko hujšajo, tudi jejo karbohidrate, zato, a veš. Razumem, ja. Pač to je na jeziku, to je še ena od onih koroških modrosti, ki so mi ostale. To, kar je na jeziku, to je poceni. Kar je na jeziku, je poceni. A veš, to je, a boš dala tek naslov, vem, da ti povedem. Vidim ta mental, ker vidim ti mental not. Mogoče bi pa to. Ne reješ, ko lahko napačno. Lahko je napačno, odvisno je od konteksta. Ko smo že pri teh dveh proslavah, ne? Obletnica osamosvojitvene vojne, torej dan državnosti, veliko govora o domoljubju. Kaj je domoljubje, Anja Zogolob? Kaj je domoljubje? A ti lahko dam super primer. A veš, mi smo zdaj v situaciji, kjer en del naših državljanov, naših sodržavljank in sodržavljanov, ti vers smo tudi napisan. Veš, ko si pišem stvari rajši, ko da je pol kaj, ampak res ti vers mi je super, čak sem, da najdem ga, se upravičujem. Aha, obstaja vers, so zapravi srcu, da sem tukaj doma. Imaš ljudi, ki tudi vers vejo, odkje je, iz ene pop pesmice, ko je dosti popularna, bila, vsaj ne ima, zdaj še, ampak jaz se spomnim iz mladosti, ali pa iz adolescence, da se spomnite pesmi. No. Ti vers je vers neke popevke, neke pop pesmi. No. Imaš pa eno skupino sodržavljank in sodržavljanov z vsem spoštovanjem, ki ga jemlje resno, ki ga jemlje za res, ki ga jemlje kot izkaz nekega domoljubnega čustva. Zdaj imaš na eni proslavi ta vers, na drugi proslavi imaš pa, in to se mi zdi fantastično, realnost govori sama, veš, ko včasih tudi rečejo, boljš kot vsak roman, ali kak včasih skup stvari pridejo. Na drugi strani imaš pa enega Slovenca bosanskih korenin, ki je zgradil kariero, med drugim tudi na tem, da govori z naglasom. In je to fantastično, očarljivo je. Ki na drugi proslavi s kitaro poje moja dežela, to je njena lepota, moja dežela, mi smo njeni ljudje. A veš, tip, ki ima komad Bosanžero Nero, ki, ne vem, poje komade v bosanščini, ki je ponosen na to in hvala Bogu, edino pravilno, na svoj heritage, no, kako se reče, zgodovino, dediščino, ja, hvala Bogu. Na koncu, kot zadnji akord državne proslave poje, mi smo njeni ljudje. In ja, smo, ja, vsi, Pedri, Bosanci, ne vem, vsi, kogar hočeš. In ja, še to mogoče bi dala disclaimer. Jaz sem lezbika, zato lahko ta izraz uporabljam. A ja, to je treba biti disclaimer, da? Ja, za Pedri, mislim, ker načeloma je to slurword, kletvica je. In ne, ni za uporabo. Jaz ga uporabljam zato, ker pripadam tudi subkulturi. Sem razumela, zakaj se vem, ampak ne vem, če ti mogoče kdo ne zastopi, pa misli, da ga zdaj jaz tole pač. Mi smo ga ownali, a ne, tako so črnci ownali svoj izraz, a ne, tak, s katerimi so ga, ne, zato, ker pač na tak način ga anuliraš.
Sam mimogrede. In zdaj imaš to napetost. Mislim, to ti vse pove. Pač na eni proslavi sem imel, obe se gledal, na eni proslavi sem imel občutek, da nekaj, kar najbolj pogrešamo v naši družbi, razen kontekstualizacije, ki je ni, ker kontekst se pri nas ful zanemarja, pa tega, da se že enkrat ne gre naprej od zdrave kmečke pameti, ko bi bil že res skrajni čas. Kar najbolj pogrešam je to, smisel za humor. In na eni proslavi sem imel občutek, da imamo to, da imamo ta smisel za humor, da smo sposobni se tudi norčevati, da smo sposobni reči, ni problema. Isto, ko se na paradi ponosa, recimo, delajo norce iz samih sebe, pa pač to zganjajo to nastopaštvo, če te hočeš, za nalašč, iz praznovanja, iz neke radosti. In da tu isto lahko, da imaš te momente. Dionizični moment. Ja, točno to, ko ti praznuješ neki, ampak praznuješ dostojanstveno, ne da koga žališ, ne da koga izključuješ, ampak v smislu, mi se imamo fajn, zdaj. Ne? In si lahko privoščimo tudi to, ker smo toliko veliki in toliko imamo to. Evo, to sem iskal, tudi izraz. Toliko samozavesti imamo. Toliko imamo samozavesti, da to lahko naredimo, da nas to nič ne košta. In to jaz pogrešam v tem kričanju, v teh komentarjih, samozavest. Ko vidim samo strah. Tukaj bi se navezala na Žigo Virca in Izo Strehar, ki sta naredila ta film o osamosvojitveni vojni o poletju 91. Imeli smo intervju pred časom z njima v rubriki Poglobljeno. Ona dva dobro rečeta, oziroma Iza Strehar to reče, osamosvojitev je stvar naroda in ne zasebna zadeva nekaj politikov. To je to izključevanje, v katerem govorim, da če imaš to na jeziku združevanje, pa izključuješ, je pač to, ne moreš si ti prisvojiti nekih stvari. To so naše stvari, od vseh nas so. Zato, da bi lahko mi šli naprej. Mi, kot solidarna družba, ne moreš ti pripenjati odlikovanj si sam, pa sploh ne. Pač v naravi odlikovanja je, da ti ga da nekdo drug. Ne, da si ga ti sam pripneš. In pač to so stvari, ko devalvirajo pozicijo sproti že, medtem ko še sploh vzpostavljena ni. In že iz tega vidika je to problematično. Pa mi, kot družba, jaz se tu pa ne strinjam s predsednico države, recimo, ki je v govoru poudarila, da moramo iti sam naprej. Vem, kaj je ona hotela povedati s tem, mislim si, pač iz konteksta. Ampak ne strinjam se s tem docela. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da si za začetek nalijemo čistega vina. A veš, recimo, pri založbi je tako, da mi imamo sestanek in pride 6 ljudi, ko so v uredništvu in damo neko temo na mizo in pol debatiramo in se ne strinjamo. Ampak pol na eni točki sem jaz ta, ki reče, zdaj pa dojst, se pravi, do česa smo prišli. In reče, to, ker je to moja naloga. Nekdo to mora narediti. Jaz sem prevzel odgovornost, da bom to naredil. In rečem, zdaj smo zdebastirali 15 minut, ali pa pol ure, ali pa kolikor pač, do česa smo prišli, to, kaj lahko zdaj s tem? Zdaj pa imamo te točke, do česa smo prišli, kaj bomo zdaj? In zdaj gremo naprej. In tule se mi zdi, da bi mogli narediti podobno. Se pravi, to, da ti narediš spomenik, pa daš gren Župančičev vers, pa zastave, pa da ga prerašča zelenje, ni dovolj. Mi ne slišimo mladih generacij, sploh se jih ne sliši in njihovega pogleda na to. In jim ne rečemo, ko rečejo, nas to ne zanima, ja pa bi vas moralo, dajmo pogledati kaj, dajmo jeti čez to, zato da bomo šli lahko naprej. Da sploh ne govorim, ko si me vprašal, kaj je v družbi narobe, da sploh ne govorim o tem, kako je proslava sicer poskušala nagovoriti to temo ekologije in ekoloških problemov, podnebnih sprememb in problemov, ki jih to prenaša. In se mi zdi super, da je imel nekdo toliko poguma, da se je odločil, da bo kontekstualiziral proslavo s tem, ker je to naš največji problem trenutno. In bi se z njim morali pač ukvarjati na polno, pa se očitno ne vidim, kje v družbi bi mi delovali. Jaz mogoče naivno verjamem še vedno, da je družba tak sistem, kjer se mi zmenimo. Kjer imamo mi neko družbeno pogodbo, ki dovoljuje neke stvari pa ne dovoljuje, da kar rečemo, zdaj bomo delali to. Dajmo se zmeniti, dajmo imeti forume, dajmo javno debatirati, dajmo to, dajmo se skupaj potegniti, videti, do česa smo prišli, kaj bomo s tem. Jaz mislim, da premalo delujemo na tak način. In bi pa morali. Zato, ker je naša prihodnost od tega odvisna.
je predvsem, da mladi ljudje, ko so se prisiljeni ukvarjati z najbolj temi osnovnimi premisami lastnega preživetja, niso vključeni v javno debato na način, kjer bi ne sam smeli povedati, a veš, otroški parlament, pa to, ne, kako fajn ste bili tu, kako lepo, adijo. Mislim, to je fajn, ampak so now what? Pa nisem hotel citirati zdaj. Mogoče vseeno ne bi tega res ne bi, no, ta bi bil res neposrečen. Se pravi, kaj bomo pa zdaj? Tule mislim, da ne delamo nič, da to pogledno nič ne delamo. Imamo mogoče najdlje, kar pridemo, so kaj se reče to, pogovori pri, ne vem, predsedniku, predsednici, ne vem, nekom in pol. Pa se to kaj napiše v neke resolucije in kaj pol, to gre v predala, kaj? Mislim, a veš, kje je aktivno delovanje? Mladi ljudje imajo ful veliko stvari za povedati. Vidim zdaj v Mariboru, recimo, nekaj sem več cajta tam. Ful veliko. Znajo tudi ponuditi rešitve, sposobni so artikulirati in ponuditi argumente. In nimajo pa prostora v družbi, sploh ne. Zato, ko večina starih prtcev noče iti z poziciji. Ker večina teh ljudi se oklepa teh pozicij, tako je to edino, kar imajo. Vidim to v primeru, ne vem, imaš milijon primerov imaš za to. Ampak, a veš, ne dat, nikakor ne. Veš, to je ta pomanjkanje samozavesti. To je to pomanjkanje samozavesti, ko ti še vedno skušaš most iz tistega, ne, ko si bil nekoč velik, ne, zato, da bi si, a veš, a ni dovolj. Veš, znati je treba tudi iti. Veš, prit narediti, pa pojeti, znati je treba iti, pa dati plac. To je ena gratuitivnost človeka, neka spoštljivost človeka, neka ta dobrotljivost, ko je človek v sebi ima, da je sposoben tudi se umakniti, dati plac, drugega naprej spustiti. To so spet one blagajne, ko si mi takrat omenjala. Izvolite, a boste vi? Ja, še ena blagajna se je odprla, izvolite. Pa 1 minuto počakajte. Vi ste pred mano. Tako, 1 minuto počakajte. Take male, drobne geste. A veš, to res so male stvari, res vzame ti 1 minuto. Ampak niso dovolj. Mi že teh nimamo, pa niso dovolj. Mogle bi biti tudi one velike geste, ker se mi zmenimo skupno, ker mi rečemo, ker oblast pride naprot, pa da kavbojke gr, pa reče, ok, bomo skup. Dajmo skup spucati. A veš, kaj pa pred leti je bila akcija Očistimo Slovenijo, ki je dosegla megalomanske rezultate. Vsi so to delali. Kar namreč vsi vzeli vrečke v rokavice, pa so šli z otrokam vse. A veš, to rabimo, da oblast, metaforično govorim, da kavbojke gr, pa srajceva v ne, pa reče, gremo. Zdaj pa dajmo. Zdaj pa, kje imamo problem? Ok, tole imamo strokovnjake in strokovnjakinje za podnebne spremembe, vse, ko se ukvarjajo s tem področjem. Tole imamo zdaj strokovnjake za kmetijstvo. Kako bomo samooskrbni, do kjere mere, kaj lahko naredimo, kako bi to. Tole imamo strokovnjake za promet, železniški promet, da ne bo več slogan, a ne, moja žena se heca, da je bil slogan slovenskih železnic lahko za vas pri vsaki hruški, a ne. Pač, da ne bo več to slogan, a ne, da ne bo več slogan, počasi, ali se daleč pride, ali pa tudi ne. Pač, a veš, tudi ta država, to je nekaj najboljšega, kar se nam je zgodilo. Sam nisem ful redko vidim v gospodinstvih ali pa v nekih manjših skupnostih, da bi kdo tak zafračko neko stvar, ko je tak, ali pa fračko tak neko stvar, ko je tak dragocena. Ful redko to vidim. Se mi zdi hecno na taki veliki skali, tisti najbolj veliki, je pa to tako, bi bo samo po sebi umevno že. Kaj pa kultura? Se ji godi kaj boljše? Ti imaš tukaj en primer iz Maribora. Ti živiš v Mariboru, ne? Živim na obeh, in v Ljubljani in v Mariboru, ja. Generalno gledano bi rekel, da ni več tistih nujnih sej odbora za kulturo v državnem zboru, kamor sem pa tudi vabljena ene parkrat, pa sem lahko se prepričal, kako tesnobno vzdušje tam vladal, ko je bil gost tudi prejšnji minister. Kako je bilo nemogoče debatirati, kako je bilo to nek nivo debate, ko ga jaz nisem razumela. In mislim, nisem pa edina. Do teh pol, ne vem, raznih takih izbruhov, ko smo jih videli v prenosih pol sej v državnem zboru. Tega zdaj ni več in to je dobro. Slutim, ampak.
ne vem, nisem zadovoljna z delom Nacionalnega sveta za kulturo. Zdi se mi, da se Slovenska akademija znanosti in umetnosti premalo oglaša v javnosti za stvari, ko bi se morala, zato ker je to nekdo, ki ima ful veliko simbolno moč, neko spoštovanje uživa v javnosti upravičeno in bi moralo biti bolj prisotno, po mojem mnenju, v nekem javnem diskurzu tudi svoje mnenje, kakršnokoli že to mnenje je. Ampak zato, da smo zastopani, da se lahko različne inštitucije, funkcije pogovarjajo. Reka bi, lakše se diše, kar je dobro. Čakam pa, da tudi v ministrstvu zares zagrabi stvari, da se začnejo stvari dogajati. Jaz vem, da traja neki cajt, preden da ti popucaš. Ampak zdaj, cajt že glih to hočem narediti, zdaj, tisti cajt že min, zdaj čakam, kje smo zdaj? Kje so zdaj, kje so te spremembe? Kje je medijska zakonodaja? Kje je status samozaposlenih, sprememba samozaposlenih? Kje je, ne vem, nacionalni kulturni program? Te gradniki, ne? Kje so te stvari? Kje je, ne vem, recimo, moj predlog bi bil, ko smo se prej pogovarjali o poeziji, jaz mislim, da bi Ministrstvo za kulturo ali pa JAK, ali pa oboje, moralo nujno interventno delovati na področju stimuliranja nekaterih panog, ko so popolnoma zamrle, recimo prevajanje poezije, naprimer. Mi nimamo več tega, zato ker se kao ne splača. In mislim, da so državna sredstva tudi zato, da se to pospeši, da se vloži v to. Pa recimo kritike nam drastično primanjkuje. Ljudje so podplačani, ko jo pišejo. To bi moglo biti v javnem... Praktično izginjajo. Tako. Pa to je že, ko sem jaz jo pisala, je bilo to nekaj, kar je bilo domena mladih ljudi. Ti rabiš tudi kilometrino za to. Mora biti omogočeno znotraj tistega določenega področja, recimo znotraj medija, bi moglo biti dovolj denarja na razpolago, zato da bi to obstajalo trajnostno. Ne, da je to tako, da ti prideš net pa pohaš za 2-3 leta, pa ugotoviš, da ne moreš preživeti, pa moraš je to in moraš nekaj druga dela, tudi če nočeš. To so res take stvari, ko so ključne. Kritika, recimo, vseh umetnostnih področji je ključna zaradi tega, ker rabimo refleksijo, da bi lahko napredovali. Umetnost potrebuje refleksijo. Isto, ko potrebuje publiko, tako potrebuje tudi refleksijo, strokovno in laično, seveda, ampak zdaj govorimo strokovni. In zato bi moralo obstajati interventna sredstva. Ker so pač mediji v privatnih lastništvih in pač privatno lastništvo izključno gledajo samo na kapitalski donos, kritika nima kot taka v sebe, v njo ni upisan kapitalski donos. In pa vseeno mora obstajati. Kot še toliko drugih umetnostnih praks in izkazov, ne, umetnosti, kot tako isto morajo obstajati, kljub temu, da se narodu pa ne dopade. Ko ta logika, prvni proslavi, bo to, nam je pa všeč. Zakon imamo za to, da glih preprečimo to, da bi to, kar je tebi všeč, bilo nekaj, kar mora biti všeč vsem. Zato obstaja zakon. Če sem navezala, ne, problem himne, ne, na teti alternativi, ne vem zdaj, kako to imenujejo, pač tej proslavi na vrhniki, no, kakorkoli se imenuje, tako. Tam obstaja realen problem s himno, ko mislim, da je treba o njem govoriti. Obstaja v Sloveniji zakon o grbu, zastavi in himni, ne vem, če v tem vrstnem redu, ampak mislim, da. Ker je opredeljeno, kaj je slovenska himna. Natančno je opredeljeno. In je pol tudi zelo natančno opredeljeno, tako za zastavo, pa za grb, tudi za himno, da in na kak način se lahko izvaja. Slovenska himna je 7. kitica Prešernove Zdravljice. Ne 2. pa 7. kitica Prešernove Zdravljice. Ta razlika je zelo pomembna. Mi imamo zakon in ta zakon je v državi treba spoštovati. Ti ne moreš izvajati Zdravljice kot 2. pa 7. kitice. Jaz že vem, zakaj ti to hočeš. Samo ne. Ta država je sekularna, demokratična republika, v kateri vladajo standardi neke družbene pogodbe, laični. Ne moreš na tak način usiliti svojega prepričanja, ne moreš si na tak način lastiti nečesa, kar je zakonsko določeno.
Ne moreš, enostavno to ne gre. Končajva, prosim te, pri kantah v Mariboru. Kakšen simptom česa so te kante v Mariboru in kje stojijo? O katerih ti pišeš, kolumnosti. Pripravila, si tako imaš tak lep lok, bro. Vsaka čas, tudi kolumno si o tem napisala. Ja, obstaja set potopnih kant, ki stoji pred in malo tudi na javni plastiki Williama Nettleshipa, ko ima naslov Poletno veselje. V Mariboru. V Mariboru, ja. Na Štrosmajerjevi ulici, zravno umetnostne galerije Maribor, malo niže dol. Te kante, tudi set potopnih smetnjakov, tako podolgovat set, mislim, da je 6 ali 7 smetnjakov, nisem se ziher, je tja inštalirala mestna občina Maribor pred več kot enim letom, zdaj že skoraj 1 leto pa pol. In kakor sem razumela, so že takrat, ko se je to dogajalo, se pravi ob tem, ko so betonirali, meščani in meščanke povedali, jasno, da pač je to poseg, ki je nedopusten. Pa je občina to vseeno izvedla do konca. Na kar so seveda protestirali, pa so protestna pisma, pa organizacij in posameznikov in posameznic, da je pač tak poseg nedopusten, ker kazi umetnino, ki tam stoji, javno plastiko, ki tam stoji, že od leta 86, če se ne motim. Ko sem jaz poslala pač vprašanja prvič, kdo je odgovoren za to, sem dobil odgovor, da župan prevzema odgovornost za to. In sem rekel, kako je v redu, pa pač bomo na župana naslavljali vprašanja. In pol se 1 leto ni zgodilo nič, jaz sem vprašal na občino, kdaj mislijo te kante odstraniti. Rekli so, da to ni upisano v tisti aktualni proračun lanskega leta, so da ne, saj nobeni predvideval, da jih bo treba odstraniti, logično, da to ni postavka. Jaz sem počakal do letos in sem letos spet vprašal. Zdaj ta postavka obstaja, v proračunu pa je, in sicer kot pod točko ravnanje z odpadki. Kak je zdaj odstranitev seta potopnih smetnjakov, ravnanje z odpadki, je drugo vprašanje, a ne? Postavka za to pa je nekih 47 000 evrov v proračunu. Ampak ne vejo, kdaj bo to. Ne vejo, kako bo to. Ne vejo, kam bojo dali, ne vejo pa, kdaj bo to. Ampak je to v bistvu na manjši skali točno to, o čemer si prej govorila, ko si govorila, da imamo nekaj dragocenga in tako delamo s tem. Zato dajem tudi primer nenehno. Zato sem tudi 2-krat že pisala letos pač o tem, pa bom še pisala naprej. Zato, ker je to simptomatski primer. Te kante so simptomatski primer tega what not to do. In kako se pol obnašati. Jaz mislim, da bi župan mogel osebna sredstva dati za to, da to popravi. Zato, ker bi mu mogel biti toliko ležeče na tem, da se ta napaka odpravi, če bi resno mislil, da gre za napako. In ker je mestni proračun totalni buli in ima 27 milijonsko luknjo, kar so ugotovili potem, ko so ga že sprejeli zdaj, zato da so lahko znižali, zato so lahko predlagali nevladnikom, da jim bojo 80% budžeta izplačali, ker prej pa tega niso vedeli, a veš, ker je vojna, pa zato, ker je inflacija, stari, o tem bom pol, ampak ko me gliho kanta sprašuješ, jaz mislim, da bi to mogel človek sam pokriti pol. Če on prevzema odgovornost in v budžetu ni proračuna, njega pa to ful pekli, zato ker vidi, kaj so naredili, to je napaka. Ja, pač naredite, popravite, da ne bo več tega v mestu, to je sramota za mesto. Mene sprašujejo kolegi iz Ljubljane, ko pride, kje so kante? Kje je Tihec? Kje so kante? A si predstavlja, pa mislim, so da greš na Tihca, a zastopiš. Mislim, to je nevidženo. Da to še zmerom tam stoji in nikome ništa. In ne veš ti, kdaj bo to odpravljeno. Občina se lahko sama odloči. A veš, pri vseh teh prioritetah, pa tem največjem, kako že reče temu, največji investicijski ciklus, v narekovajih, ker je to citat, kaj pa nik briga za ene kante? Ki da bo to prišlo na vrsto v svetem nikoli. Mislim, pa ne more tako biti. Mi smo ljudje. Ne moreš na javno plastiko dati kant. Tukaj, še en disclaimer damo, ti ne dobivaš nobenih sredstev od občine ali pa vaša založba ali karkoli. Ne, naša založba registrirana v Mariboru. Pa mislim, da imam pravico do besede v vsakem primeru. Ampak ne, če pač ne, sposob ne. V Ljubljani misliš? Ja, mi smo registrirani v Ljubljani. Pač založba ima Kar ga govoriš kot državljanka. Ja, in bom to tudi vedno počela, tudi če bom na eni točki zaprosila v Mariboru za sredstva. Bom še vedno kot državljanka, ker imam pravico, do
ko smo bili pri tem, to je vsa vlada svoboda govora. Ampak ta argument je totalno puhu, ko ljudje, ne vem, a veš, če ti nekdo reče, pa pol reče, to je svoboda govora, ni, ne, svoboda govora je isto omejena, kot so vse ostale stvari omejene. Pač treba se zavedati, da je omejena in je treba v skladu s tem delovati. Ampak ja, jaz imam pravico izraziti svoje kompetentno, strokovno mnenje, ker pač delam na tem področju. Jaz delam v umetnosti. Vse, kar delam, je povezano z umetnostjo. In ne, kante na javni plastiki nimajo kaj iskati. In to bom trdila vedno. Ne glede na to, a bomo mi tam imeli, ne vem, a bomo tam mi zaprošali za sredstvo ali ne. Še toliko bolj, če bi zaprošali za sredstvo tam, sploh zdaj v luči te katastrofe, ko se zdaj dogaja. Predstavljaj si ti, občina sprejme proračun konca aprila. Že itak je ful pozno, prej so po tretjinah pač. Sprejme proračun konca aprila. In pole sred junija, en mesec pa pol kasneje, občina reče deležnikom, tem nevladnikom na področju kulture, sociale, športa pa mladih, programov za mlade, veste kaj, mi vam bomo znižali sredstva. To je pa 2-letni program in to je drugo leto zdaj, ko se financira. Mi vam bomo znižali sredstva na 80%, ker vam ne moramo več dati, zato ko pač nimamo. Gli smo sprejeli proračun, nismo sprejeli rebalansa. Vojna v Ukrajini, ko je navaja kot argument, je baži prej. Inflacija, inflatorna gibanja prizadenejo vse enako, tudi nevladnike. In še enih par takih argumentov je, ko so bili vsi bullshit, ampak, a veš, ti to rečeš zdaj. Ti rečeš, en mesec pa potem znižali vam bomo sredstva, kar tak. In to reče občina, ko niti programa za kulturo nima sprejetega. Mislim, ko nima strategije za kulturo sprejete. Čak malo. Kolega Marko Valadžija iz NN je napisal članek Sem videl tisti članek, o tej temi, ne? In tukaj so v bistvu že pozivi, zdi se, da Arsenovič nevarno stopa po Kanglerjevi poti. Ja, mislim, da je to rekel kolega Vezjaka, ne, meni se zdi. Ampak ja, to je, a veš, ne more se kar tak malo počez delati. Ne more se kar tak mislimo, zdaj malo zmenili, vam bomo vzeli. Ne morete jim kar tako vzeti, stari, vaj zakoni obstajajo v tej državi, vaj treba zakone spoštovati. Je vaj treba se držati neki stvari in pole, až, pazi, oni so jim hoteli za 20% znižati sredstva, kar tak počres. Pričemer, oni sploh ne upoštevajo inflatornih gibanj. Inflatorno letos je treba upoštevati inflacijo malo manjšo od 10%. Oni so v 30% v minusu. Plus občina ne razume, da mora dvigovati sredstva, ker ne razume, zakaj je treba te programe tam imeti, ker ne razume, da je to korektiv njenega obnašanja. Javni zavodi in nevladni sektor, skop na področju kulture, jaz sem sam za kulturo govoril, za one ostale ne poznam tega, ampak so korektiv. To je tisto, kar izvaja program, to je mehko tkivo, to je to, zakaj ljudje v mestu hočejo biti. Ko se jaz odločam, a se mu jaz selil v Maribor, a se ne selil v Maribor, je to za mene najbolj pomemben faktor. Kak bom jaz tam živel? A bom jaz tam reducirana na pašteto, na žlico, ali bom na tistega nekoga, ko dela, pogre pa domov, pa leži, pa spet dela. To, recimo, veš, Kcelica, ta kratki film od Kastelica je fantastičen primer, je super metafora za to. A bom to? Ali bom imela kaj od lajfa? In to ne bo to, da grem na per nekam, ampak bo dejavnost, bo sebina, razumeš? In a bo občina pri tem priskočila na pomoč tistim, ko to izvajajo ali ne, oziroma jih bo podprl, ko smo se zmenili mi, ko smo se menili za državo, kako bomo imeli, da bo naša država sofinancirala kulturo. Umetnost, to je dogovor, ko ga imamo. Z razlogom, da ne more biti sključno na trgu. In to je ta problem. Problem je, da občina Maribor, ne vem za druge, ker se zdaj v tem pogovarjamo, mestna občina Maribor verjame in njeno vodstvo verjame, da je lahko vse na trgu. Župan javno govori, da tisti prostori, ko so v lasti občine, bi morali imeti tržne najemnine. Pa ven mečejo, pa ven hodijo ljudje, ko so imeli tam galerije, ko so delali razne kulturne projekte, zato ker si ne morejo privoščiti teh najemnin. In rajši so prazni prostori v mestu, ko pa da bi bile noter vsebine, ko bi bogatile ljudi, ko tam živijo. Až, to je logika tega, vse se mora prodati. To je ta, kot jaz imenujem, gostilniška logika. Ko ne more prevladati, ko pol nismo več ljudje. Na tisti točki, ko pustimo, da to prevlada, mi nismo več ljudje. Zato, ko enostavno nimamo več nič od lajfa. Človek je več od tega, kar poje.
Človek mora imeti vsebine v življenju, mora imeti poezijo v življenju, mora imeti ljubezen do nečesa v življenju, mora se z nečim ukvarjati, mora nekaj delati, mora nekaj producirati, mentalno tudi, zato da bi lahko bil izpolnjen, da bi se počutil izpolnjenega kot človek. Pa to so vendar osnove za Boga. Tam pa poslušam Intelekto od Gorana Dekleve, zdaj pred parimi dnevi, kao je naslov bil Quo Vadis Maribor in tam Karolina Babič, ko je bila tudi ena od oni skupini, ko so delali to strategijo za kulturo, ko je pole nekam v enem predalu končala in ni bila sprejeta. Upozori, mislim, da ona upozorijo, upam, da se prav spomnim, no, ali pa Urška, no, iz Pekarne, na to, da se dogaja, da se v Mariboru, da oblast v Mariboru namenoma povzroča neke razmere, ko so nenavadne, ko so nujne, zato, da pole lahko obide demokratične principe delovanja, ker ko imaš ti mir, pa lahko deluješ, moraš dobivati, ne vem, večine, moraš glasovati, moraš dajati stvari na glasovanje, potečejo neki postopki, ko trajajo, ne moreš lastne volje uveljavljati več kot toliko. Tisti moment pa, ko so stvari nujne, ko so izredna stanja, ko jih ti pač lahko povzročiš tudi sama, ne, z neko paniko, je pa ta meja demokracije pade zato, da bi se zagotovil, ker je naravna nesreča, da se bi zagotovil, da ljudje preživijo. Ta stanja vzpostavljati zavestno je zavržno. In zato, da bi lahko vladal na tak način, človek ni sposoben vladanja, tak človek ne more vladati, ker je treba znati vladati v miru. In je treba biti sposoben demokracijo uveljavljati na tak način v miru. In ne vem, če ne bo to naslova, veš, treba je znati vladati v miru. Mislim, a veš, ko to vprašaš, a veš, res dejansko ti ne moreš tak delati, to je naš denar. Mi smo prebivalci mesta. In prebivalke seveda mesta. Naš denar je to. To ni ena klika, ki vlada. Oni so tam za nas, ne obratno. In ko gledam te kulturnike, ko že leta in leta delajo, na škrge delajo, namesto da bi nekdo bil tek modr vladar, pa rekel, Madonna, te programe ja nujno rabimo, to so ja programi, ko bogatijo naše življenje za otroke, za starostnike, za druge ranljive skupine, za, ne vem, za manjšine, ne vem, pa za vse, ker kultura je namenjena vsem. Vse to imamo, pa ne dajamo, ne višamo proračuna. Madonna v Ljubljani je, pa to ne bom navedel v Ljubljano kot pozitivni primer, čeprav imam ful slabih stvari ne zapovedati in se tudi selim zaradi tega, ampak bom navedel kot pozitivni primer, Ljubljana ima 11% za kulturo, pa to ne vključuje investicij. A veš, 11% budžeta za kulturo, brez investicij, za manj kot Kijev, pa za vse te programe, ko so zravno, ali. Mislim, jaz niti ne morem zvedeti, koliko procentov ima Maribor. In pol, ko se pogovarjamo o tem, da ljudje, ko delajo pa projektno, pa sploh ni razpisa, sploh ne morajo se prijaviti, ker pač ne vejo, a bo je sredstvo ali ne. Mislim, to so take stvari, a veš, ko si rečeš, pa to je v demokratični državi druga največja mestna občina. Pa o čem mi govorimo? A veš, to je ta problem, o katerem govorimo. Ne? In te kante so sjajen prikaz, tak monada stanja. Ok, zaključujeva pogovor. Hvala lepa, da si bila gostja ponovno v Ene na podcastu. Jaz se zahvalim. Res, najlepša hvala. Ful mi je, mislim, ne jemljem za samoumevno, da sem boja, pa vesela sem, da si me vprašala take stvari, ko se mi zdijo tudi sicer ful pomembne, pa mogoče v kolumnah nimam toliko priložnosti, recimo, da bi lahko neke stvari bolj razložil. Res, ful dobro vprašanje, najlepša hvala. Res, hvala lepa. Hvala tebi za odgovor. Hvala lepa.